Pozdravljeni. V Formuli 1 obstaja neprestana konfrontacija med tistimi, ki zagovarjajo določene voznike in drugimi, ki jih odkrito kritizirajo. A pravzaprav v zadnjih tednih smo videli kar nekaj lepih primerov, kateri nam lahko pokažejo marsikaj, na kar mi navdušenci sploh nismo pozorni. V naslednjih minutah bom kot ponavadi predstavil plode mojega razmišljanja, katero temelji na mojem znanju in mojih izkušnjah. In tu priznam, da marsikdo izmed vas se lahko tudi ne bo strinjal z zaključki, ki jih bom predstavil. Mislim, da smo si povečinoma enotni, da na veliki nagradi Shakirja smo dobili kar dosti argumentov za razpravo o določenih kvalitetah nekaterih voznikov. In seveda tu moramo poudariti, da po tisti dirki je George Russell široki množici navdušencev pravzaprav postal znan, kar naenkrat je postal eden izmed tistih, ki kažejo potencial, da bodo svetovni prvaki prihodnosti. A že tu je treba poudariti, da George Russell je bil v bistvu hiter že prej, le da ga je malo kdo zapazil. Rad bi vas spomnil, da v svoji prvi sezoni v Formuli 1 pri Williamsu, kateri je imel ogromne težave, je redno premagoval Roberta Kubico na kvalifikacijah. In govorimo o novincu v tisti sezoni. In seveda, tisti Williams, kot se dobro spomnite, je imel velike težave že v samem nastanku bolida. Seveda, o karieri Georgea Russella pred Formulo 1 smo že govorili. Kaj? Bil je tam na dnu štartnega razporeda in širokim množicam je bil znan kot nastopajoči in ne kot potencialni svetovni prvak. A dovolj je bila ena sama dirka, da so ga vsi opazili. In mislim, da se sedaj lahko vsi strinjamo s tem, da je George Russell talentiran. Po drugi strani so se v mnogih medijih pojavile teorije, da Valtteri Bottas sploh ni dober. In da se razumemo, po mojem osebnem mnenju, Valtteri Bottas je dober. Ni nekaj izjemnega, ampak je dober. Namreč mnogi kritiki Lewisa Hamiltona neprestano ponavljajo, da je njegovo življenje enostavno, ker ima na razpolago Mercedesa v raznih izpeljankah skozi razne sezone. A tu bi rad poudaril, da tista moč Mercedesa je po mojem osebnem videnju tista, ki nam jo pokaže Valtteri Bottas. Razlika med Bottasom in Hamiltonom je pa zasluga slednjega. Seveda zgleda izjemno enostavno, da je George Russell prišel do tovarniškega Mercedesa in kar tako na hitro, enostavno pokazal izjemno hitrost. A tu je treba poudariti kar nekaj malenkosti, katere so pa po mojem osebnem mnenju bistvene. Prvič, kot sem že povedal, Valtteri Bottas ni slab voznik. Na asfaltu v Bahreinu se ni počutil dobro, kajti obe dirki, na katerih so letos nastopili tam, je štartal recimo temu porazno. S to razliko, da na veliki nagradi Bahreina je začel na umazanem delu proge, na tisti naslednji veliki nagradi Shakirja na čistem delu proge, a v vsakem primeru ni začel v redu. Verjetno tisti oprijem, ki ga daje asfalt, mu ni bil pisan na kožo in to ni opravičilo. Je le neko videnje, kako je možno, da v 2 zaporednih dirkah smo pri njem videli slab štart. Nekaj je bilo tudi na tem.
Zanimivo je nekaj drugega. George Russell je takoj prišel v stik z bolidom Mercedes 2V11 brez velikih težav. In kje je skrivnost, je res George Russell tako talentiran ali je v ozadju nekaj drugega? Bi lahko tudi rekli, da poleg talenta Rusella je tu tudi bolid, ki mu z veliko lahkoto omogoča izraziti svoj talent. Namreč eden izmed podatkov, okrog katerega se vrti koncept samega bolida, je medosna razdalja. In mislim, da ni skrivnost, da je pri Mercedesu ena izmed najdaljših, če ne najdaljša od vseh ekip. Govorimo približno o raznih virih o 3726 mm. Seveda gre za neuradne podatke, zato lahko dobimo različne številke, a neko povprečje. In tu bi rad poudaril, da na primer drugi novinec Alexander Albon v tej sezoni se za volanom Red Bulla sploh ni znašel. Znano je drugo dejstvo, da pri Red Bullu je medosna razdalja ena izmed najkrajših. Če pustimo za trenutek Albona pri strani in pogledamo Pierra Gaslyja, kateri je bil presenetljivo zmagovalec velike nagrade Italije, bomo videli, da pravzaprav v medosni razdalji bolida morda je nekaj. Namreč zmagal je z bolidom Alfa Tauri, kateri je tesno povezan z Red Bullom z eno bistveno razliko. Namreč pri skuderiji Alfa Tauri imajo bolid, katerega medosna razdalja je seveda spet tam okrog 3700 mm, izjemno blizu tisti vrednosti, ki jo vidimo pri Mercedesu. In videli smo, takoj ko je Pierre Gasly prišel nazaj v skuderijo Toro Rosso, pomišljaj skuderijo Alfa Tauri, se je njegova forma začela strmo vzpenjati. Namreč bolid kot tak je tisti, ki omogoča tem voznikom, da lepše izrazijo svoj potencial. Seveda, kot sem povedal, gre za moje osebno videnje. Namreč zanimivo bo pogledati nekaj drugega. Namreč v naslednji sezoni bo že prej omenjenega Alexandra Albona zamenjal Sergio Perez. In Sergio Perez je pravzaprav dosegel svojo prvo zmago na že prej omenjeni veliki nagradi Shakirja. Zasluženo, že na prejšnji dirki sem priznal, da me je bolelo srce, ko sem ga videl odstopiti. A rad bi poudaril nekaj. Njegov bolid Racing Point RP20 ima medosno razdaljo, katera je zelo podobna tisti, ki jo vidimo pri Mercedesu. Seveda, navdihnil ga je bolid 2V10, tisti lanski bolid tovarniške ekipe Mercedes, in komponente v zadnjem delu so pravzaprav prišle iz tovarne v Brakeleyu. Torej, vidimo, da je tudi koncept bolida verjetno odgovoren, da nekateri talentirani vozniki lepše in lažje izrazijo svoj talent. Zato ne bi smeli biti preveč začudeni, če v naslednji sezoni bo na primer Sergio Perez imel določene težave in ker je George Russell s tako lahkoto bil skoraj na nivoju Valtterija Bottasa. Namreč, rad bi povedal, da večina prednosti, ki jo je na veliki nagradi Shakirja dobil George Russell, je posledica tega, da je bil Valtteri Bottas kar nekaj krogov več na progi s starejšimi pneumatikami. In seveda s tistih 2 do 3 sekund je kar naenkrat prišel do 8 sekund zaostanka. A če pogledamo tisti stint dirke, ko sta oba zamenjala pneumatike, je bil Valtteri Bottas v večini krogov hitrejši od Georgea Russella. Seveda, potem je prišel tisti drugi postanek, o katerem ne bom zgubljal besed.
sramoto je celotni Formuli 1, da smo si na jasnem. Seveda, mnogi navdušenci se tu sprašujejo, zakaj pri Mercedesu vztrajajo pri Valtteriju Bottasu in ne dajo, na primer, priložnost Georgeu Russellu. O tem so pisali mnogi mediji, a po mojem osebnem mnenju brez kakšne osnove. Namreč, hotel bi poudariti, da le v primeru, ko ima ekipa tako dober bolid, da je bistveno nad konkurenco, si lahko dovoli interni boj. In tu bi vam rad dal nekaj primerov. Naprimer, vsem so znani interni boji med Alanom Prostom in Ayrtonom Senno v zadnjem delu 80-ih let. Pa če gremo malce na bolj aktualne primere, tudi pri Red Bullu sta bila Sebastian Vettel in Mark Webber pogosto v sporu. In verjetno se vsi spomnimo sezone 2016 pri moči Mercedesa in internega boja med Nickom Rosbergom in seveda Lewisom Hamiltonom. V primeru, da bi bile druge ekipe bistveno bližje, verjetno ne bi imela tako prostih rok, da bi se borila med seboj. Lep primer smo videli, niti ne toliko nazaj, v sezoni 2007, ko sta bila Fernando Alonso in zopet Lewis Hamilton skupaj pri McLarenu in vemo, kako se je končalo. In verjetno ste opazili, da sem dvakrat citiral Lewisa Hamiltona v zadnji minuti. Kar pomeni, da moder vodja ekipe bo poskrbel, da ukolikor resno nima bolida, kateri je stopnjo ali dve nad konkurenco, ne bo iskal internega dvoboja. In za konec bi rad vas opozoril še na eno zadevo. Mnogi mediji malce napihujejo določene dejavnike, brez da bi imeli pravzaprav kakšno osnovo. Namreč celo sam George Russell je bil primoran pravzaprav zanikati marsikatero trditev, ki so mu jo pripisali določeni mediji. In če pustimo Russella malce pri strani, se lahko vrnemo k Sergiu Perezu, kateri je potrjen pri Red Bullu. A če se spomnite, isti viri, ki sedaj opevajo hitrost Sergia Pereza, so lahko še pred meseci govorili, kako bo na njegovem mestu Nico Hülkenberg. Seveda, takrat se je zgodba lepo prodajala. A kot ponavadi so v ekipah ljudje, za katere vsaj sam mislim, da vedo, kaj delajo. Toliko o tem, kako lahko voznik s pomočjo pravega bolida tudi izrazi svoj potencial. Hvala za vašo pozornost in seveda naslednje.